propagiramo en šport. Najboljši si, če vzameš poživilo. Šport je edina stvar, kjer mi delamo na tem, da bi bili čim bolj enakopravni. V času na stari Grčiji, v času olimpijskih iger, so ukinili vse vojne, zato da bi se športniki lahko borili pošteno, zato da bi lahko vsi prišli na olimpijado. In mi se zdaj gremo tule doping, da naj zmaga tisti, ki ima denar. A je to normalno? A je to moralno? Glede tudi zdaj tisti ljudje, ki imajo denarna sredstva in tisti, ki njih nimajo, niso enakovredni. Ker lahko ljudje, ki imajo denarna sredstva z različnimi sistemi, prikrijejo to, da so oni prikriveni. No, zdaj se pa postavimo gospodinja. Sponzor bo raj sponzoriral nekoga, ki doseže rezultat. Ne glede na to, kako pride do rezultata, ker na koncu v medijski pozornosti šteje sam rezultat. In mi spodbujamo, da sponzori pomagajo tistim in dajo denar tistim, ki do tega pridejo na nelegalen način, zato ker mi dovolimo nelegalen način, oziroma v tem primeru bi pol bil legalen. Mi dovolimo doping. Sponzori sponzorirajo tiste, ki so najboljši. Najboljši so tisti, ki uporabljajo doping. Danes imamo sponzorje zato, da sponzorirajo tiste, ki so dejansko najboljši, ne tiste, ki so najboljši zato, ker uporabljajo doping. Poleg tega doping vpliva tudi na zdravje. Mi bomo s tem, da mi legaliziramo doping, bomo spodbojevali, da ljudje zaužívajo v zdravju nevarne substance. Substance, ki nam bojo pustile dolgotrajne posledice. Življenje športnika ne bi bilo zdravo življenje. Vsi spodbujamo to, da če se ukvarjaš s športom, da skrbiš za svoje zdravje, da skrbiš za nek pozitivni učinek na svoje telo. In